skupinska fotografska razstava z naslovom Varuhinje rek. Predstavitev in slovesna predaja nove varilne robotske celice v podjetju TKO v Murski Soboti. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Vabljeni k ogledu. V prostorih informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota je na ogled skupinska razstava z naslovom Varuhinje rek, na kateri sodeluje 23 slovenskih fotografov in fotografinj. Razstavo zaznamujeta dva motiva: slovenske reke in ženske, njihove varuhinje. Razstava Varuhinje rek je skupinska fotografska razstava, na kateri sodeluje 23 slovenskih fotografov in fotografinj. Povezujeta jo dva osrednja motiva: slovenske reke in ženske, njihove varuhinje. Fotografije pripovedujejo zgodbe o povezanosti ljudi z rekami ter o skrbi za naravo, ki jo mnoge ženske že dolgo nosijo v svojih skupnostih. V okviru razstave v Murski Soboti je prvič v Sloveniji predstavljena fotografija varuhinje Mure, avtorice Katje Bidovec. Na fotografiji je vidna številčna skupina žensk, muralk, članic kampanje Rešimo Muro, ki z svojo energijo in predanostjo simbolizirajo močan večgeneracijski okoljski angažma na lokalni ravni. Razstava sovpada tudi s pomembnim mejnikom v prizadevanjih za ohranitev prostotekoče Mure. Vlada je namreč ukinila uredbo, ki je omogočala koncesije za gradnjo hidroelektrarn na tej reki. To je pomemben korak za zaščito enega najdragocenejših slovenskih rečnih ekosistemov. Odprtje razstave je bilo namenjeno tudi aktualni problematiki kompostarne Ceršak, ki predstavlja tveganje za lokalno okolje, zdravje prebivalcev ter vodne vire v porečju Mure, zlasti ob morebitnih poplavah. Varuhinje rek so umetniško-naravovarstvena platforma, ki povezuje umetnost, stroko in civilno družbo v skupnem cilju, varovanju naših rek. Na novinarski konferenci podjetja TKO iz Murske Sobote je bila predstavljena nova varilna robotska celica, ki predstavlja pomemben tehnološki korak v okviru razvojnega projekta GreenTech TKO. Slovesnosti so se udeležili predstavniki državnih institucij, lokalnih oblasti in podjetij. V prostorih podjetja TKO iz Murske Sobote je potekala novinarska konferenca, na kateri so vodilni predstavili novosti v podjetju ter pomembno novo investicijo, ki predstavlja pomemben tehnološki korak v okviru razvojnega projekta GreenTech TKO. Podjetje, ki svoje delovanje gradi na predanosti, znanju in kakovosti, je ob tej priložnosti javnosti predstavilo varilno robotsko celico v vrednosti $500 000. Sodobna tehnološka pridobitev predstavlja pomemben korak v nadaljnjem razvoju podjetja, saj bo prispevala k večji učinkovitosti proizvodnje, izboljšani kakovosti izdelkov ter večji konkurenčnosti na trgu. Varilna robotska celica je bila ob tej priložnosti tudi slovesno predana svojemu namenu. Direktor podjetja Matjaž Simič je na novinarski konferenci izpostavil aktivnosti ob 35-letnici delovanja podjetja, ki je bilo, kot je povedal, turbulentno in polno gospodarskih izzivov in tehnoloških sprememb. Da je podjetje prebrodilo teh 35 let, kaže na to, in da je stabilno, in da je zrelo, in da je močno. Se pravi, podjetje, ki je pripravljeno na nove izzive, pa na novo rast. Na to dediščino teh 35 let pa ne gledamo, da je to kot nekaj samoumevnega. Mi v podjetju verjamemo, da moramo
nenehno rasti. Zato sva si z Boštjanom, ko sva prevzela vodenje tega podjetja pred pol leta, zastavila novo strategijo, ki vključuje 3 stebre ključne. Se pravi, stalni tehnološki razvoj, razvoj kadrov in pa krepitev naše mednarodne prisotnosti na trgih. Simič je ob tem poudaril, da želijo postati podjetje, ki ponuja kakovostne izdelke, podjetje, ki zagotavlja pravočasno dostavo, ter podjetje, ki želi graditi dolgoročna in stabilna partnerstva z zahtevnimi kupci iz tujine. V podjetju poseben poudarek dajo tudi dolgoročnemu načrtovanju, saj se, kot je še ob tem povedal Simič, podjetje nahaja v obdobju intenzivnega investicijskega cikla vrednega 1,6 milijona evrov, katerega del je tudi omenjena nova varilna robotska celica. Vlagamo v razvoj, vlagamo v znanje, vlagamo v kadre in s tem, ko pač krepimo naš tehnološki razvoj, se odpirajo tudi nova delovna mesta. Lastniško strukturo podjetja je predstavil predsednik poslovnega sveta Boštjan Podgoršek, ki je ob tej priložnosti poudaril, da je stabilna in ki omogoča dolgoročno načrtovanje, mednarodno rast in trajnostni razvoj. Kot večinska lastnika sva z gospodom Simičem podjetje prevzela z jasnim ciljem, to pa je ustvariti trdno, razvojno, usmerjeno industrijsko družbo, ki pa ne bo odvisna od kratkoročnih tržnih nihanj. Ne zanimajo naju hitri dobički, temveč dolgoročna vlaganja in stabilnost podjetja. To pa pomeni vlaganja v tehnologijo, v kadre, v procese in pa tudi v odnose s partnerji. Kar se tiče takšne lastniške strukture, tale daje podjetju stabilnost, našim zaposlenim dolgoročno varnost, poslovnim partnerjem pa zaupanje, da sodelujejo z resnim in pa dolgoročno usmerjenim podjetjem. Podjetje večinoma svoje realizacije izvaja na tujih trgih, predvsem na območju Evropske unije. Približno 95% celotne realizacije ustvarimo z podjetji iz Nemčije in Francije, to pa so predvsem podjetja iz skupine Liebherr. To sodelovanje s takšnimi zahtevnimi industrijskimi podjetji nam daje dragocene izkušnje in pa nas tudi spodbuja k temu, da nenehno izboljšujemo kakovost in pa organizacijo dela. Daljnoročno imamo interes razvijanja tudi produktov za ostale trge Evropske unije in pred kratkim smo uspeli pridobiti poslovnega partnerja iz Finske, s katerim že zelo dobro sodelujemo. Namen imamo tudi širitev na področja držav tretjih trgov. Projekt GreenTech TKO je predstavil vodja projekta GreenTech TKO Vlado Svetanič. Projekt GreenTech TKO je eden pomembnejših razvojnih korakov v zadnjih letih za naše podjetje. Njegov cilj je modernizacija proizvodnje z uvajanjem naprednih postopkov in večja avtomatizacija ter učinkovitejša raba virov. Celoten projekt pokriva v bistvu več področij našega delovnega procesa, zajema varjenje, strojno obdelavo, pripravo na lakiranje in tudi samo lakiranje. Projekt konkretno sestavljajo varilna robotska celica, ki bomo danes predali svojemu namenu, zatem razkalno-obdelovalni CNC stroj, za katerega se temelji že pripravljajo in bo v uporabi v mesecu juniju, zatem odsesovalna naprava pri brušenju pred pripravo za barvanje, ta naprava je že v uporabi, in moderen sistem za mešanje barv, ki bo začel za svojo uporabo pri nas funkcionirati v mesecu aprilu. Naprava celotne te opreme za nas pomeni predvsem napredek z tehnološkega vidika, je pa tudi napredek z energetskega in ekološkega vidika. V vsakem primeru pa celotna investicija pomeni tudi izboljšanje delovnih pogojev naših zaposlenih. Varilna robotska celica je pri tem osrednji tehnološki element. Sistem nam omogoča varjenje večjih kosov do maksimalne dolžine 9,5 metra in maksimalne mase do 5 ton. Ta robotska celica vsebuje 7-osni robot, ki je nameščen na robotski voziček, ki se premika v 3 oseh. To nam omogoča fleksibilnost sistema in poveča dostopnost pri samem varenju. Zatem je dvižno vrtljivi pozicioner, ki nam omogoča prilagajanje samega obdelovanca oziroma kosa, ki ga varimo, da se lepše pozicionira v pravo pozicijo pri samem varenju. In na koncu je še
pomembno srce, se pravi izvor, varilni izvor, ki je moči 500 amperov maksimalnega varilnega toka. To nam pa zagotavlja široko možnost varenja tudi debelejših pločevin. Sistem razpolaga z napredno senzoriko, se pravi vsebuje dotikalni senzor, obločni senzor ter napredni laserski senzor oziroma kamero, kot ga mi imenujemo. Vse to nam omogoča ponovljivost in natančnost pri samem varenju. Pri tem je Svetanič še poudaril, da robotizacija ne pomeni izpodrivanje ljudi, ampak dvig ravni znanja njihovih zaposlenih. Kot je še poudaril direktor Simič, je sodelovanje z lokalno skupnostjo za podjetje izjemnega pomena. Veseli jih, da je TKO zrasel in se še naprej razvija v lokalnem okolju. Ob tem je izpostavil tudi, da v Sloveniji ni specializiranih šol za varilce, čeprav je to zelo iskan poklic. Varilci so zato na trgu dela zelo cenjeni in tudi dobro plačani. Mi imamo kar nekaj izkušenih varilcev, ki so na stopnji inštruktorjev, ki recimo kandidate za zaposlitev na to delovno mesto že kar v firmi dobro izučijo, pač to traja lahko tudi pol leta ali pa leto dni, da postane nekdo varilec kvalitete, katere mi rabimo. Ampak s tem varilskim inštitutom recimo bi pa bolj formalizirali to naše delovanje in pač bi se kot taki tudi oglaševali v tej regiji in iskali mlade ali pa mogoče tudi starejše kandidate, ki bi se radi prekvalificirali za to delovno mesto. Mislim, da imamo kar pomembno funkcijo v lokalnem okolju, predvsem je nas vodstva je pač velika odgovornost, ker skrbimo za 200 zaposlenih, 200 zaposlenih ni samo 200 zaposlenih, to se gre za 200 družin in to je veliko širše. Tako da odgovornost, da podjetje vodimo, pač odgovorno, da vodimo pravo smer, da pravilno investiramo in da pravilno rastemo in da ostajamo konkurenčni. Ostajati konkurenčni, to je danes pravi izziv. Na vprašanje, kako pomembna je to vrstna investicija za pomursko gospodarstvo in za razvoj podjetij v Sloveniji ob podobnih investicijah, nam je povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. V bistvu je zdaj ali žal ali pa realnost, to je smer, v katero se mora slovenska proizvodnja spreminjati, vendarle bo potrebno, če bomo želeli dodano vrednost dvigovati, bo potrebno več investirati v robotizacijo, avtomatizacijo, v nove tehnologije in to je lep primer, kako se to dela. Tako da jaz verjamem, da je to seveda za Mursko Soboto, za regijo zelo dobra investicija in v bistvu smer, v katero mora na nek način slovensko gospodarstvo, da obdržimo vendarle še zmeraj temeljno industrijo in da to temeljno industrijo probamo spreminjati z temi novimi prijemi, novimi tehnologijami. Kot je v svojem nagovoru povedal župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, si v mestni občini želijo več takšnih podjetij. Podjetje je lahko uspešno, če ima dobro vodstvo z jasno vizijo, dobre pridne zaposlene in pa da vlaga se pravi tudi v lastne proizvodne kapacitete in vse to TKO danes tudi ponuja, zato verjamem, da je pred tem podjetjem še lepa prihodnost. Mene osebno pa nekako spominja na moje mladostne čase, ta vojn po varjenju, tudi v moji družini dejansko je varjenje bilo kot poklic očeta in sem se vrnil malo v tista mladostniška leta. Obenem pa sem kot otrok že spoznal, kako težek je ta poklic, zato me ne čudi, da ga nadomeščajo roboti, kajti poklic je res težek in ga zato tudi toliko bolj spoštujem. Se pa zavedam tudi, da je pred 20 leti v naši regiji veliko več bilo varilcev, zato se podjetje danes srečuje tudi z to krizo kadrov. Seveda pa je robot v današnjem času tudi neka konkurenčna prednost in podjetja, ki bodo to prej spoznala, bodo potem tudi dejansko uspešnejša v prihodnje. Tako da še enkrat podjetju ob tej priložnosti čestitam in želim veliko uspeha, prepričan sem, da tudi s tem novim robotom. Slavnostni trak so prerezali in tako v pogon pospremili novo robotsko celico. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, večinska lastnika podjetja Matjaž Simič in Boštjan Podgoršek ter župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. Po prerezu traku je minister Han s pritiskom na gumb zagnal robotsko celico.
Prvo varjenje je nadzoroval vodja robotizacije v TKO Blaž Černjavič, obiskovalci otvoritve pa so si izvedbo prvega varjenja lahko ogledali v živo preko zaslona. Narava je naš prvi dom, tehnologija pa naj bo orodje, ki jo varuje. Preživite lep večer.